učenje jezika je eno od najbolj kompleksnih učenj, če lahko tako rečem. Še posebej, če se ga učimo z namenom, da bomo v neki državi živeli. Seveda jezika se lahko učimo z različnimi nameni, bodisi iz nekih turističnih vzgibov, lahko imamo samo zanimanje za jezik, za druge jezike. Če pa to postane naš delovni jezik, tako kot je recimo v primeru migracij, je pa to zelo zahtevna naloga. Kaj vpliva na uspešnost pri učenju jezika? Na uspešnost učenja in usvajanja jezika vpliva zelo veliko dejavnikov. Od starosti, prvega jezika, izkušenj, ki jih imamo že pri učenju z drugimi jeziki, socialnega statusa, jezikovne nadarjenosti, to so bolj tiste stvari, ki jih učenec prinese s seboj, do nekih tehničnih okoliščin, se pravi v kakšni obliki, v kakšnem obsegu, s kakšnimi pristopi učečega se učimo. Kako na učenje vpliva starost učencev? Seveda igra starost pomembno vlogo. Če se seveda otroci priselijo v neko državo in se začnejo učiti novega jezika zelo zgodaj ali pa recimo odraščajo v dvojezičnih družinah, se pravi tam nekje do 3. leta, govorimo o hkratnem usvajanju 2 jezikov. Če pa se s tem procesom srečajo kasneje, pa seveda gre za zaporedno usvajanje jezika, ki je drugačno in postane vedno bolj učenje jezika, se pravi, ne gre za nek nezaveden proces, ampak tudi za zavestno usvajanje. Leta učenja imajo zelo velik vpliv na uspešnost učenja. Dlje, ko se nekega jezika učimo, bolje se ga bomo naučili, še posebej, če so okoliščine ustrezne. Seveda pa, če se začnemo nekega jezika učiti starejši, imamo razvite tudi druge strategije učenja, zlasti nekje od 12. leta naprej, ko naše učenje, naša zmožnost učenja postaja vedno bolj abstraktna. Pa je takrat to obdobje tudi zelo, zelo dobro obdobje za učenje jezika. Najstniki so dejansko avtoceste za učenje jezika. Kako pomembno je, da otroci priseljenci govorijo materni jezik? Največ, kar lahko starši otrokom dajo, je prvi jezik, ki ga tudi, se pravi materni jezik, ki ga tudi najbolje obvladajo. Ponavadi jezika okolja tudi oni ne znajo najbolje. In v izogib seveda vsem tem recimo napačnim strukturam ali pa vzorcem, ki bi jih otroci nekako slišali pri starših, je morda bolje, da govorijo v maternem jeziku. Kako vplivajo starši na učenje jezika? Učenje novega jezika države ni naloga staršev, imajo zelo pomembno vlogo pri podpori otrokom in seveda je zelo pomembno, da se tudi sami vključijo v jezikovni tečaj in seveda se naučijo jezika, zaradi svojih lastnih potreb in tudi zaradi tega, da razumejo, v kakšnem procesu so njihovi otroci. Sami moram reči, na Centru za slovenščino imamo izredno pozitivne izkušnje z tečaji, ki smo jih izvajali skupaj starši in otroki, seveda v ločenih učilnicah, vendar moram reči, da je bila ta izkušnja izjemno dragocena, tako z jezikovnega vidika, ko so dejansko oboji usvajali jezik, kot tudi socialnega, ker so bili skupaj v tem procesu in so si drug drugemu pomagali. Glavna naloga pri tem pa ima šola. Šola dejansko mora poskrbeti za to, da učenca čim prej opolnomoči in pripravi za šolsko delo. Kaj bi svetovali tistim, ki se želijo čim hitreje naučiti tujega jezika? Poiskati dobrega učitelja, to je pomembno. Dober učitelj, ki ti bo pokazal vse bližnjice do učenja, vse bližnjice, ki te bo spodbujal, ki bo prepoznal tiste težave, ki jih imaš samo ti.